V veteranskem centru Brinje je pretekli petek potekalo srečanje članov in članic Združenja borcev za vrednote NOB Slovenska Bistrica. Na srečanju so podelili tudi priznanja združenja. Srebrno plaketo Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije je prejel Karl Mali. Udeležence je pozdravil tudi Marjan Križman, predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije. Jaz vam bi danes nekaj povedal o Primorcih, kajti danes je dan, ko je bila Primorska priključena Sloveniji in Jugoslaviji. Beseda Jugoslavija se ne ve, zakaj tudi v naših vrstah nekateri tako težko izrečejo Tito, Jugoslavija. Veste, če ne bi bilo Tito Jugoslavije, eno figo bi se Primorska priključila k Sloveniji. Kajti to je bila borba na nož in četrta armada, ki so sestavljali praktično vsi narodi Jugoslavije, je bila tista, ki je pomagala 9. korpusu in dobro vemo, da je bil zdesetkan tik pred koncem vojne. Namenoma so ga Nemci desetkali zato, da bi verjetno odklonili tudi njegovo moč. In vendar so naši partizani prišli v Trst 2 dni pred Anglo-Američani, torej 2 dni pred Novozelandci. Oni so predstavljali anglo-ameriško vojsko, oni so prišli na pomol z ladjo, vendar 2 dni za nami. Zgodovinarjev se je vprašal, dokje bi Anglo-Američani prišli, če partizanov ne bi bilo v Trstu. Mogoče celo do Dubrovnika. In potem bi se mi s Italijani pogajali, kaj naj ostane Sloveniji in Jugoslaviji in kaj bo zasedla Amerika s svojimi bazami. Tako bi ta zgodba izgledala, da ni bilo partizanov. Vendar to bleti, to se pozablja. Nekateri se celo zdi, da je to samoumevno, da se je veliko stvari zgodilo samo od sebe. Nič se ni zgodilo samo od sebe. Na današnji dan je seveda bila ta pariška mirovna pogodba podpisana. To je bil najsrečnejši dan za vse tiste, ki so živeli na Primorskem, kajti za razliko od drugih v nekdanji Jugoslaviji so Primorci trpeli pod fašizmom že od leta 1919. In zakaj ta prijateljstva med Primorci in Štajerci? Iz enega preprostega razloga, kajti večina intelektualcev in tigrovcev in tistih, ki so takrat bili na poti fašizmu, so bežali na Štajersko. V kulturnem programu so nastopili učenci Glasbene šole Slovenska Bistrica in mladi, ki so predstavili čas odraščanja, šolanja in političnega delovanja herojinje Slave Klavore ter njenih tovarišev.